Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Na programu televizije Exodus danes pozdravljam Cveto Pahlina, doktorico medicine, psihiatrinjo in logoterapevtko. Gospa Pahlina, lepo pozdravljeni tudi vi med nami. Po nekaj letih sva spet na tem mestu, ne? Ja, drži, pozdravljeni vi in slušalci oziroma spremljevalci TV Exodus. Ne vem, kaj se je v zadnjih letih spremenilo. Imam občutek, kot da imate psihiatri vse več dela. Ali vas je premalo, ali pa so se problemi pri nas ljudeh številčno povečali? Problemi so bili in so tudi sedaj. Ne vem, če so se problemi povečali. Jaz bi rekla mogoče, da ljudi imajo drugačen odnos do psihiatrov in do psihoterapevtov, da je to nekako postal že en del življenja, že način razmišljanja, da so že določeni tabuji premagani in da ljudi lažje poiščejo pomoč pri psihoterapevtih, kot so jo svoj čas. Da to ne doživljajo več kot neko stigmo, če čutijo, da bi jim nek psihoterapevt lahko kaj pomagal, ampak da pravzaprav vidijo prednosti tega, da na koncu, kaj jaz vem, v Evropi, v kateri živimo, je ta način reševanja problemov, iskanja pomoči razvit in tako, da potem tudi v naših prostorih postopoma se uveljavlja poklic psihoterapevta in ta pot iskanja reševanja problemov postaja nekakor bolj domača, bolj pristna, nekaj, kar nam lahko pomaga v vsakdanjem življenju. Ali drži, da ljudje večinoma nismo popolnoma psihično zdravi? In kaj je pravzaprav pokazatelj tega, da je človek resnično psihično stabilen in zdrav? Torej, ljudi, ki iščejo pomoč psihoterapevta, so psihično zdravi. Vendar ljudje potrebujemo nekoga, ne moremo živeti sami, brez da bi se obračali na druge ljudi. In potem potrebujemo tudi pomoč teh drugih ljudi pri nekakor iskanju odgovora na vsakdanja življenjska vprašanja, ne? Torej gre za iskanje odgovora na neka eksistenčna življenjska vprašanja, kot so vprašanje smisla, recimo, kakšen smisel ima moje življenje nasploh. To je vprašanje ključno. Jaz sem logoterapevtka. Logos pomeni smisel. Ustanovitelj te smeri je Viktor Frankl, nevropsihiater, znamenit dunajski zdravnik, ki je živel 92 let od 1905 do 1997. Skozi celo preteklo stoletje preživel 2 svetovni vojni in imel ogromno izkušenj takšnih in drugačnih. In torej osnova njegovega nauka je, da je človek duhovno bitje in iz te svoje duhovnosti, v tej njegovi duhovnosti pravzaprav se poraja kot osnovna potreba po smislu, po odgovoru na vprašanja, kakšen smisel ima moje bivanje na tej zemlji, kakšen smisel ima ta trenutek, ki ga živim, kakšen naj bi nasploh bil, ne? Torej, iz te smeri bi nekakor človek sklenil, da življenje je šola, v katero hodimo vsak dan. In vsak dan rešujemo neko nalogo.
Iz tega učenja izhaja, da je človek bitje, ki se lahko odmakne od sebe, torej se distancira od sebe, pogleda sebe od strani in se vpraša, a sem res takšen ali takšna, kot si želim biti. Ali bi pa mogla biti nekoliko drugačna in kaj je tisto, kar bi pri sebi spremenila, kaj je pa tisto, na kar sem lahko ponosna, kaj so tisti vrhunci, ki sem jih že dosegla, ki so nekje obsijani z soncem in ki mi pomagajo, da grem naprej. Spremenila z namenom, da postaneš bolj zadovoljen človek. Tako, ja. No, torej, znak enega zdravja duševnega je pravzaprav občutek, da imam neko pomembno nalogo, ki jo rešujem, ki jo odkrivam, ki je dana samo meni. Torej, neka življenjska naloga, s katero se ukvarjam, ki je samo meni namenjena, ker sleherni človek je originalno, avtonomno in neponovljivo bitje. Tako da tudi primerjava z nekom drugim je popolnoma nesmiselna. Vsi hodimo svojo pot. Lahko se primerjamo samo sami seboj. Ali smo na tej poti resnično tam, kjer naj bi v tem trenutku bili, ali pa ne. Torej, za naše duševno zdravje in stabilnost je pomembno, da odkrijemo, kaj je pravzaprav naša naloga in naše poslanstvo. In to nam potem daje en občutek stabilnosti, ker resnično začutimo, da je to tisto, kar je samo naše, kar je nam namenjeno in kar moramo mi realizirati in ni nobenega drugega, ki bi to lahko opravil namesto nas. Gotovo je Viktor Frankl, utemeljitelj logoterapije, iz svojih osebnih izkušenj prišel na tako pomembna življenjska vprašanja, egzistencialna, ne? Ja, sigurno. Torej, on je imel eno dolgo življenje, polno lepih in tudi zelo zahtevnih doživetij, saj je kot Žid preživel 4 leta v koncentracijskih taboriščih in je potem prišel do sklepa, da če ta 4 leta ne bi imela smisla, da potem celo življenje ne bi imelo smisla. Torej, tudi to, kar je grenko, kar je težko, v tem moramo odkriti nek smisel. In zdaj, kakšen smisel pa ima to, da preživiš 4 leta v taborišču, za njega kot zdravnika je pomenilo to, da se je srečal z ljudmi, z nekaterimi, ki so bili skrajno negativni, ljudi, ki so zmislili plinske celice. Po drugi strani pa ljudi, ki so bili svetniški, ki so tvegali svoje življenje, tudi tisti, ki so nosili SS uniforme, pa so jim prinesli košček kruha. Ali jih niso tisti dan poklicali na gradbišče, kar bi pomenilo smrt za enega izčrpanega, pa mogoče v temperaturi in tako dalje. Ko je prišel v taborišče, so ga svlekli in mu odvzeli plašč, v katerem je imel skrito svojo knjigo Človek in duša, ki je govorila ravno o tej potrebi po iskanju smisla. Je bila še v rokopisu. In to je bilo njegov duhovni otrok. Mu je bilo zelo hudo, da je brez te knjige ostal. Dobo je pa uniformo in v žepu te uniforme je našel en listek, na katerem je pisalo Shema Izrael. Šema Izrael, spomni se Izrael. Torej začetek njihove ta glavne molitve. In to je bil plašč nekoga, ki je končal v plinski celici. In je rekel, človek je res bitje, ki
pač je lahko svetniško, ki lahko gre v plinsko celico z molitvijo Šema Izrael ali pa Oče naš na ustnicah. Ne. Torej, knjiga, ki jo je potem napisal, ko je izšel iz taborišča in je prevedena tudi v slovenščino, Kljub vsemu rečem življenju da, jo je napisal v enem dihu. 9 dni je diktiral to knjigo, so 3 daktilografkinje se izmenjavale in pisale dan in noč, in to je iz njega kar izviralo in teklo kot vodomet, ne. Kljub vsemu rečem življenju da. Ker je to najbolj dragoceno, kar imamo, ker je to dar, ki smo ga dobili od stvarnika. Dar, s katerim imamo priložnost nekaj narediti. Torej, Frankl je menil, da smo vsi poklicani, da smo sostvarniki, da je človek ko-kreator. In resnično smo vsi poklicani, da soustvarjamo ta svet. Torej, v tej knjigi, kljub vsemu rečem življenju da, je on opisoval situacije, ko so ljudi resnično za to, da nekoga rešijo, žrtvovali lastno življenje, oziroma pripeljali pod vprašaj ali pa se izpostavili možni smrti. Torej, ena samopresežnost, ki so jo zmogli, ne, v tako težkih pogojih. Torej, človek je bitje, ki je sposobno pozabiti nase zaradi nekoga drugega. Ne, kar govori o tem, da obstaja ena višja dimenzija, da nismo samo telo pa duša oziroma psiha, ampak da je tudi duh. Ne? Živali ravnajo po instinktu in v trenutku nevarnosti bežijo ali pa grejo v boj. Človek pa lahko se postavi izven sebe, premisli in lahko pozabi nase in namesto in torej žrtvuje svoje življenje iz ljubezni do nekoga drugega. Bi lahko rekli, da je bil Viktor Frankl, tako znameniti nevrolog in psihiater na Dunajski univerzi, nekaj izjemno posebnega, glede na svoje kolege, kajti bil je pravzaprav ustanovitelj ene od pomembnih dunajskih šol, ne, psihoterapije, poleg znanega Adlerja in pa Sigmunda Freuda. Ne. On se idejno, pa tudi vsebinsko od njiju zelo odmaknil. Ne. Psihoterapija kot takšna verjetno ni upoštevala do njega človekovega duha. Ja, tako. On je rehumaniziral to psihoterapijo in psihiatrijo, torej rehumaniziral na ta način, da je da je v človeka, da je človeku vrnil njegovo dostojanstvo, s tem, da je priznal oziroma zelo podčrtal kot najbolj vsebinski del človeka to duhovno dimenzijo. Ne? In to je nekaj, kar je še danes skoraj tabu tema. Smo imeli v bistvu pred kratkim na Rogli en dogodek, študijski dnevi psihoterapije. Vse smeri slovenske so bile prisotne. Glavna nosilna tema je bila psihoterapija in duhovnost. Logoterapija je imela svoje predavatelje in delavnice in meni osebno tako je zelo toplo pri srcu, ko vidim, da ta duhovnost, ki je na nek način bila tabu tema, počasi dobiva svoje mesto in se čuti torej kot
neizogibni kot sestavni del človeka, brez tega ne gre, ne, v bistvu ta duhovnost je nekaj, kar je prisotno v književnosti, če pogledate enega Tolstoja, Dostojevskega, tudi stare grške pisatelje in skozi vso v bistvu književnost je ta duh, ki preveva vse to prisoten, ne, in tudi vse druge umetnosti, glasba in tako dalje je nekaj, kar izvira iz človeškega duha. Vi ste se sami zelo navdušili že pred leti nad mislijo Viktorja Frankla in nad tem, kar je pravzaprav zapustil. Pri njegovi učenki Elizabeth Lucas ste diplomirali iz logoterapije. Ravno danes ste se pravzaprav naravnost pripeljali sem v Maribor iz Zagreba, kjer predavate logoterapijo in kjer je bil tudi kongres, mednarodni kongres logoterapevtov, kaj ne? Ja, vse to drži, ne, in v bistvu logoterapija je bila integralni del mojega pristopa ljudem, s katerim sem se srečala 82, ko so se začele prve knjige Viktorja Frankla in Elizabeth Lucas prevajati. Ta filozofija dejansko ima svojo povezavo tudi z krščanskim dojemanjem sveta, tako da je bila meni kot katoličanki zelo blizu, zelo sem jo čutila, ni bila nekaj, kar bi bilo treba teoretično se zelo truditi, da bi človek to razumel, ne. Tako da tudi v povezavi s temo, zaradi katere smo se pravzaprav midva danes dobila, je to zelo noter nekakor prežeto. Ta duhovni tabor, ne, zaradi katerega sva se nekakor dogovarjala za ta sestanek, duhovni tabor v Žički kartuziji ima med ostalimi delavnicami tudi psihološko in v tej psihološki delavnici so zastavljene osnovne nekakor teme, ki nas psihološko zaposlujejo. Eksistenčna vprašanja. Vprašanja komunikacije, umetnost komunikacije. Kako reševati krizo? Kaj z našo svobodo in odgovornostjo? Ne? To so torej osnovne teme v teh psiholoških delavnicah, ki jih bomo obravnavali. Vsak teden v Žiški kartuziji, tedni se začnejo 7. julija, bo ta prvo družinski teden, potem mladinski, potem pa mešane skupine, tam nekje do sredi ali druge polovice avgusta, eni 6-7 tednov, odvisno od interesa. Vi že 17. leto pravzaprav letos organizirate duhovni tabor za duhovno rast v Žički kartuziji. Kaj vas je pravzaprav nagnilo k temu, da ste začeli z organizacijo teh taborov? Kaj ste hoteli prinesti ljudem? Vemo, da sedaj se bodo začeli dopusti, počitnice, marsikam se bomo odpravili. Kaj po vašem človek danes najbolj potrebuje? Žička kartuzija je simbol nekega miru. Ja, ravno to, ne. Torej, potrebujemo mir, tišino, da bi prišli v stik sami seboj in z svojim notranjim jazom, z svojim duhovnim jedrom. Človek kot duhovno bitje potrebuje duhovno hrano, ne. In zdaj, kje dobiti to duhovno hrano? Kristjani, ki hodimo v cerkev in tako dalje, to že nekje dobimo. Ampak tudi nam je pomembno, da gremo v tišino.
da se nekako odklopimo od tega vsakdanjega hrupa, od teh škatl računalnika in televizije in tako dalje. Vsega tega vrveža, problemov, in da v tišini preživimo kakšen teden v teku leta. Za duševno zdravje bi pravzaprav bilo dobro, da če bi to naredili vsaka 3 meseca. Vendar, če to naredimo 2-krat na leto, je kar, ne. Tu je priložnost recimo za 1-krat na leto, kar je neki minimum, ne. Kakšni problemi se kažejo pri ljudeh, ki so danes preveč zatopljeni v vso to moderno tehniko, računalniško? Ja, postanejo odvisni od tega, ne, imajo občutek, da je to, kaj jaz vem, da je to dobro, da je lepo imeti toliko nekih prijateljev, ampak to so virtualni prijatelji, torej nekako navidezni oziroma prijatelji v nekem virtualnem, umetnem svetu, ki niso blizu, ki so iz celega sveta lahko, ampak človek potrebuje tudi, da se pogleda iz oči v oči, potrebuje tudi, da sliši, da bi slišal glas, bližino in tako dalje drugega človeka, ne. Prijateljstvo ne moremo gojiti samo preko teh medijev elektronskih, ne. Tako da pač to ima svoje pasti, ima pa tudi svoje prednosti, ker lahko tudi zelo dobre iniciative in tako spodbude so preko teh medijev. Lahko so tudi neki dobri filmi, ki jih je dobro pogledati, ali pa, kaj jaz vem, neke fotografije nekih delov sveta in tako, ne. Vendar je dobro, da se dvignemo iz teh svojih fotelj, sedežev, v katerih preveč sedimo, in gremo malo v naravo, ne. Narava je v bistvu najlepša katedrala, ki jo imamo, ne, ki bi jo mogli vsak dan občudovati in se zahvaljevati stvarniku, da nam je poslal oblake, ki se nenehno spreminjajo in plujejo preko modrega neba, so drugih barv, oblik. Se zahvaljevati za sonce, za pesem ptic, za zvoke, ki jih slišimo v naravi, za morje, ki je čudovito in ki zbuja en občutek neskončnosti, eno slutnjo, da nekje se nadaljuje, ne. Tako ostaja človek v stiku s stvarstvom, potem tudi sam s seboj, kaj ne? Tako, seveda, sam s seboj. Tako da ta tišina, ki je prisotna med zidovi, te mogočne žičke kartuzije, ki je pač v ruševinah, ampak imamo eno stavbo, v kateri smo nameščeni, in potem blizu eno čudovito gostilno, v kateri imamo kosila in večerje. Pred oddajo ste mi rekli nekaj zelo zanimivega, da iz vsakega kamna, iz zemlje, iz okolice, v tej žički kartuziji seva nekaj posvečenega. Tu se je več stoletij molilo, slavilo stvarnika in tako naprej, tako da to ni umrlo, kaj ne, v tem okolju? Ne, to je ostalo, nič ne umre. Vse, kar se zgodi, je zapisano v večnosti. In iz teh kamnov izžareva še vedno ta duh kartuzijanov, te molitve, ti njihovi gregorijanski korali, ki so jih peli. Tako da to čuti sleherni obiskovalec in tudi sploh, če se namesti tam, pa prebije en teden. Se lahko napije. Ja, se napije, napolni duhovno, tako da
To je ena zelo lepa izkušnja. No, poleg tega psihološkega dela in pol dela malo na sebi, je tudi biblična delavnica, v kateri nekdo od teologov potem dejansko ponudi eno abecedo Biblije in krščanstva. In ni potrebno, da ljudi kaj poznajo, ne. To je v bistvu namenjeno ravno tistim, ki ne poznajo Biblije, ki bi se radi seznanili, tako da imamo 5 poglavij osnovnih, ki se vrtijo vsako leto, ne, in pač vsak teolog to na svoj način predstavi. Ampak udeleženci lahko zastavijo vprašanja, s katerimi se zaposlujejo sicer in nimajo sogovornika, nimajo nekoga, ki bi jim lahko ta vprašanje zastavili. Tam pa je res priložnost zastaviti sleherno vprašanje iz tega področja in dobiti nanj odgovor. Poleg tega imamo likovno delavnico in glasbeno, ki potem izzovejo, spodbudijo te skrite talente ali pa tudi že odkrite, ki jih imamo, in torej nastanejo lepi izdelki, ročni ali pa slikarski, ali pa pesem, ki je potem v teku dneva, posebej pa še zvečer. Tako, no, zaključimo vse skupaj z eno mašo ob petkih zvečer, proti večeru, ko je že temno in gremo z baklami, tako da je to res eno posebno doživetje. Meditativni obhod. Meditativni obhod, ja. Meditativni obhod imamo sicer vsako jutro, ko se zbudimo, in z meditativnim obhodom zaključimo tudi dan. Ja. Ja, krasno je morje, čudovite so planine, če se odpravimo v planine, vendar pa mislim si, da takšen tabor za duhovno rast v Žički Kartuziji v vaši družbi mora biti pa še nekaj veliko lepšega. Torej, težko je reči, kaj je lepše, ampak vsekakor mislim, da je zelo koristno, ne. Morje je lepo in gore so tudi čudovite, vendar moramo si vzeti nekaj časa v teku leta, da bi se resnično srečali sami s seboj in da bi se vprašali, ali smo res v tem življenjskem trenutku takšni, kot si bi želeli biti za sebe, ne? Kot si sebe v idealni obliki predstavljamo. Danes je modern izraz za to, da bi se resetirali. Ja, tudi to, ja, da bi obnovili, da bi začutili v sebi premikanje in prekipevanje energije torej tega duha, ki ga imamo v sebi. Rekli ste, gospa Cveta Pahlina, da se prvi tabor s prvo skupino, ki so zakonci, začne že 6. julija. Ja. Katerim ciljnim skupinam je pravzaprav namenjen ta tabor? Torej, lahko pridejo družine, ali samo pari, ali tudi samo eden, če se drugi ne odloči. Ne? Lahko so to pari, ki imajo neke težave, ali pa tudi ne, ni nujno. Imajo možnost tam, da se tudi pogovorijo z vami? Ja, če so neke težave, torej mi gremo vsekakor po sklopih in v okvirju teh tem, ki bojo, pridejo do izraza tudi potem krize, krizna stanja, kako reševati krize, umetnost komunikacije, kaj z svojo svobodo, kaj z odgovornostjo, ne. Torej danes nekakor ves čas se poudarja svoboda oziroma pravice, že pravice otrok in tako dalje, potem vsi imajo neke pravice, pravica govora, ki gre do enega nesmisla, do enega absurda, da pač je to, kar se natisne v časopisih, se ne da brati, tako žaljivo večkrat zveni, ne.
ali pa nekje na televiziji. V glavnem ta pravica govora je zloraba te demokracije, ne, ki poudarja, v demokraciji imamo vsi pravico povedati karkoli. Če veš, da to, kar boš povedal, bo prizadelo človeka, da bo prizadelo njegove svetinje, potem pa res je neodgovorno, če o tem sploh ne razmišljaš, ampak misliš samo na tisti del, ki je tvoja svoboda. Kje je pa tvoja odgovornost? Ne sme svoboda iti do tega, da prizadenemo osebo, da jo ranimo, da jo žalimo, da jo diskreditiramo, da, kaj jaz vem, popljujemo svetinje. Ne? Tudi zato se trudi tabor v Žički kartuziji, da bi prave vrednote privzgojil ljudem, kaj ne? Pogovarjamo se o vrednotah in o tem, kako jih ohraniti v sebi, kako jih ohraniti za svoje otroke, za zanamce, da ne bo vse relativno, ne da se zrelativizirati. Torej, osnovne vrednote, to je nekaj, kar je vcepljeno v človeka, kar je nekakor v našem podzavestnem prisotno. Ena premoralna torej lestvica vrednot, prednji je moral nekako zapisan, ampak mi v tem podzavestnem čutimo, da je slabo delati slabo, da je slabo prizadeti nekoga. In ta občutek se vidi že v vrtcu pri malih otrocih, ne? Če pač, ne vem, nekoga napadejo ali nekaj slabega, čutijo, da niso naredili v redu, da ni to bilo v redu, ne? Vendarle ima vsak človek vest? Ja, vsak človek ima vest in ta vest je resnično v nas, v tem našem duhovnem. Ona pač je deloma nezavedna, deloma je zavedna, ampak od nas je odvisno, koliko bomo se ukvarjali z njo, koliko jo bomo poslušali, koliko pa bomo rekli, pa se obstajajo zakoni, pa pravila, pa vsi se tako obnašajo, zakaj ne bi jaz, ne? Vendar nas to ne upravičuje. Mi v svoji vesti dobro čutimo, kaj je dobro, kaj pa je slabo. Mimogrede, kako pa gledate na tiste ekstremiste, da tako rečem, ki v svoji veri so nekako tako zapeljani, da povzročajo recimo tako veliko škodo sočloveku, celo tako daleč, da ga ubijajo in tako. V imenu vere, v imenu Boga. Mislim, da so zapeljani, ne? Da je to en fatalizem, ki pomeni, da človek brez premišljevanja se podredi nekemu vodji ali neki ideji, nekakor popolnoma odvrže svojo odgovornost, čeprav ta odgovornost je, ne? Ampak svojo svobodno voljo podredi temu vodji ali tej neki ideji in potem pač pride do teh vseh takih groznih dejanj, ne, ekstremističnih, v katerih stradajo popolnoma nedolžni ljudje oziroma nikoli ne bi afirmacija neke ideje smela iti na ta način, da se ubije druge ljudi, ne, zaradi svoje ideje. Ja. Ostaniva pri vrednotah. Pred tem pogovorom ste mi povedali, da je izšla tudi že zadnja knjiga vaše učiteljice, logoterapevtke z Dunaja, Elizabeth Lukas, ki govori o vrednotah, ne? Ja, torej to je zelo dobra knjiga, kako privzgojiti vrednote otrokom. Naslov pa je Umetnost spoštovanja, ne? Tako da to je knjiga, ki se je prevedena tudi v slovenščino. Ja, prevedena je v slovenščino. Umetnost spoštovanja. Umetnost spoštovanja, ja.
Gospa Cveta Pahlina, kje se lahko prijavijo tisti, ki so zainteresirani, da obiščejo, da se udeležijo vašega tabora za duhovno rast v Žički Kartuziji? Lahko se oglasijo po telefonu na turistični urad Slovenske Konjice 7523 110 ali pa na mojo domačo številko, torej 03 je klicna številka 7523 103 103 na koncu. Ali pa na moj e-mail cvjeta.pahlina@siol.com. cvjeta.pahlina@siol.com. Ja. Ali tako. Pa turistični urad, se pravi v Slovenskih Konjicah. Ja, tako, ja. Kar nekaj skupin boste imeli, vidim tukaj na vašem vabilu, 2, 4, 6 različnih skupin, od zakoncev do srednješolcev, mešane skupine, rekli ste tudi družine, lahko se cele udeležijo tega tabora. Vsekakor bo zelo pestro, kaj ne? Se veliko ljudi udeleži teh taborov? Različno, ne? Različno, torej nekatere skupine so večkrat tako polne, da je preveč nabito, ne? Da jih je preveč. Potem pa so druge, ki so pa manjše in vsakič se mi zdi, da je to prav. Tiste večje skupine običajno tako, da se ljudi zelo povežejo in so tako potem se družijo leta za tem in so nekako ekipe, ki potem večkrat tudi pridejo na tabor. So pa tudi majhne skupine, ko pridejo ljudi z tako specifičnimi problemi, da je fajn, da jih ni veliko, ker potem imajo veliko časa zase. Mi, ki se z njimi ukvarjamo, smo jim na razpolago, se jim bolj posvetimo. No, vesela bi bila, če bi vseh 6 skupin se napolnilo. Maksimalna kapaciteta je 15 oseb v eni skupini, tako da zdaj bi res bil čas, če se bi začeli prijavljati, oglašati na telefone. Moj osebni telefon je 070 707 340. Jaz bom še ponovil telefonske številke za vas, spoštovane gledalke in gledalci, ki bi se radi prijavili, dobili več informacij o duhovnem taboru v Žički Kartuziji. Torej, telefonska številka naše današnje gostje, tudi voditeljice in osnovalke tega tabora za duhovno rast v Žički Kartuziji, gospe Cvete Pahlina, je 070 707 340. 070 707 340. Lahko pa se prijavite tudi na telefonski številki 03 75 23 103. 03 75 23 103 ali 03 75 93 110. Torej 03 75 93 110. Tudi po elektronski pošti na naslov cvjeta.pahlina@siol.com. cvjeta.pahlina@siol.com. Veliko zdravja in življenjske moči za še veliko let dela in truda za Slovence. Se udeležujejo tudi kakšni tujci teh taborov? Ja, pridejo iz Hrvaške, zlasti v začetnih letih smo imeli dosti mladinskih skupin, ki so od tam prihajale. Za tujce je to odprto, ampak bi pa potem, če bi kakšni Avstrijci se so kazali interes, takrat moji kolegi, ko sem študirala logoterapijo, vendar bi mogli pač se zorganizirati tako, da imamo potem celo skupino in njihove voditelje. Odprto je, ne? Tako da ta možnost bo verjetno še prišla do izraza.
Najlepša hvala vam, gospa doktorica Cveta Pahlina, za vaš obisk v našem studiu, za vsa pojasnila našim gledalkam in gledalcem. Torej, morali se bomo samo odločiti, spoštovani gledalci, ali izberemo poleg morja in planin še tabor za duhovno rast v Žički kartuziji, ki je gotovo nekaj posebnega, nekaj izjemnega. Poskusite, prepričan sem, da boste zelo zadovoljni.